Tokrat v občinskem informatorju majska drevesa postavili v Hočah, Slivnici, Destrniku, Dupljeku in v Sveti Trojici. Krasovali so v Rušah, Hočah, na Ptuju in na Muti. S prvomajsko budnico godbeniki godbe Ruše prebudili Selničane. Lepo pozdravljeni, današnja oddaja bo prvomajsko obarvana. Bili smo v občini Destrnik, kjer sledijo dolgoletni tradiciji in na predvečer praznika dela postavijo majska drevesa, natančneje dva, enega na Janežovskem vrhu in drugega na Ločkem vrhu. Po postavitvi majskega drevesa na Janežovskem vrhu je sledila zabava in druženje na Ločkem vrhu. Vaščani imajo že več kot 6-letno tradicijo postavljanja majskega drevesa na Ločkem vrhu, pri čemer sodeluje celotna vas. Bistvo vsega pa je druženje. Dejansko mora cela vas sodelovati. Je pa tak, ne? Prej, ko je bilo na zgornjem delu, se mogoče spodnja vas ni toliko deležila gornje postavitve. Zdaj smo prestavili niže, zdaj smo potegnali zgornje vaščane sem dol v spodnjo stran vasi, ampak upam, da bomo zdaj glih prišli v kup, tako da bomo na konci zdaj naslednja leta pa bomo, kaj bi rekel, sklepčni. Vaščani radi prihajajo na tovrstna druženja vzpodbujati tradicijo postavljanja majskega drevesa in obeležiti praznik dela. Kot otrok se najbolj spomnim, jaz sem sama plezala na to majsko drevo in ne vem, vsako leto je to, če ni tega, ni praznika. Kaj pa praznik dela? Kaj vam pa to pomeni? Še ima takšno veljavo praznik dela, kot je imel včasih? Jaz ne bi rekla, da ima. Ga pa vi praznujete? Seveda. Samim kresom, samimi pohodi, jutri gremo tudi na pohod kot praznik dela. Druženje, tisti čas za druge ljudi in to je to. To je že od nekdaj bilo, pa da je ostalo v naših Dolkičev, kot da ni nas stare. In kaj pa praznik dela? Kaj vam pomeni praznik dela? Še ima tako veljavo, kot je imel včasih? Ne, ni več tisto. Včasih smo imeli praznik dela, zdaj pa ni več. Zdaj že delajo privatniki, morajo hoditi delavci, ki bi se marsikateri bi se rad udeležil, pa se ne more, ne? Največje zadovoljstvo, da se družimo ljudje, ker v takih, kaj bi rekel, običajih, ko je to, tako skupaj ne pridemo. To je vsaj enkrat na leto, da se malo družimo. Kaj pa praznik dela, ki sledi, ga obeležite na kakšen poseben način? Praznik dela, Še ima takšen pomen, kot ga je včasih? ni. To ni več, ne. Na praznik dela se fest dela, ne. Sicer mi zdaj malo manj, prej pa smo fest, ne. Je pa neki spomin na to, ne, 1. maj, ne. Veliko, ja, lepo je, zanimivo, ki se to postavi, ne? To je v bistvu to postavljanje drevesa majskega je uvod v 1. maj, praznik dela. Kaj vam pomeni ta praznik dela oziroma menite, da še ima takšno veljavo, kot je imel včasih? Mislim, da ima, ja. Veselje, pa druženje z ljudmi, z vaščani skupaj, ne? Organizacija postavljanja majskega drevesa v Janežovskem vrhu poteka gladko, saj to počnejo že vrsto let. Takoj po osvojitvi naše države, ne? In začeli smo to, 4-5 kolegov nas je bilo, smo pričeli z tem majskim drevesom, potem smo nadaljevali, tako da smo zdaj prišli že na ekipo, ki imamo svoje kape, majice in nas je okrog 28. Po druženju, ki so ga vsi tako izpostavljali kot pomembno, je bil prisoten tudi župan občine Destrnik, ki je sicer nad praznikom dela razočaran, saj se ga ne praznuje več tako, kot se ga je včasih. Praznik dela, torej tu bi naj tako ljudje, ki pač delajo, imeli svoj praznik in danes je pravzaprav težko o tem govoriti, ker delavci, ki delajo tako v tovarnah, pa seveda tudi na podeželju, za svoje delo dobijo bolj miloščino. Sramotno je, da dela velika večina ljudi danes za takšno miloščino, za to minimalno plačo, kateri še pravzaprav moraš nekaj dodajati zraven in še bolj žalostno je, da ljudje po 40 letih dela ne dobijo toliko, da bi dostojno preživeli svojo jesen življenja.
Tako da z tega zornega kota praznik seveda nima več tega blišča, kot bi ga moral imeti. Nekateri so bili ostri, da praznik dela nima več tistega blišča, ki bi ga moral imeti, so pa zato izpostavili pomembnost ohranjanja vaške tradicije. Tradicijo postavljanja majskega drevesa in kresovanja ohranjajo tudi v občini Duplek. V Jablancah smo bili z vaščani, ki so postavili mlaj, na Zimici pa so na predvečer praznika dela prižgali kres. Po tradiciji v Jablancah dan pred praznikom dela pripravijo tekmo v smučarskih skokih na 3 skakalnicah, tokrat pa so tekmo zaradi dežja morali odpovedati. Se pa medtem niso odpovedali tradiciji postavljanja majskega drevesa. Ja, zbirajo se v glavnem domačini tu iz Jablanc in tradicijo ohranjamo že sigurno 30-40 let. Prvotno smo tu postavljali na enem drugem hribu, zdaj je to tradicionalno 20 let že tu na tem mestu. Tradicijo pač ohranjamo, ker smo se pred tolikimi leti zbrali fantje in dekleta, da se nekaj dogaja v kraju in na tak način se je to začelo. Zdaj vidim, da nekaj mladih vseeno je bilo pri postavljanju prisotnih. Gre nekako ta tradicija tudi naprej? Ja, seveda, mladi se pridružujejo k akcijam, tudi na športnih področjih, seveda pa v delovnih akcijah in pa pri postavljanju majskega drevesa sodelujejo, tudi ko pripravljamo samo majsko drevo pri spletanju tega venca in tako sodelujejo mladi. Na Zimici pa so medtem v pičlih 2 dneh morali vaščani stopiti skupaj in ponovno zbrati dovolj materiala, da so lahko zakurili kres. Nekdo jim ga je namreč predčasno požgal, vendar se organizatorji niso dali. Pregnalo jih ni niti slabo vreme. Bilo je neverjetno. V soboto smo prišli sem pripravljati šotor, pogledamo na kres, ni ga bilo kaj narediti ali pustiti tako, kot je. Ampak ne, bili smo za akcijo, pa ne samo mi, cela vas, gremo narediti kres, brez kresa to ne more biti. In res, pustili smo vse, šli smo po gozdovih, po travnikih, ljudje so se odzvali, člani smo šli, nabirali cel dan, čeprav je bil praznik. In ja, nastal je veliki kup, ne morem verjeti. Kresovanje na Zimici je letos potekalo že 5. leto pod vodstvom Športnega društva Zimica. Ljudje si želijo videti, kaj smo spet letos pripravili, želijo iti malo ven, malo med družbo, med prijatelje, med sorodnike, namreč jutri je praznik, danes se lahko sprostijo, čeprav je dež, streho imamo, muzikanti so tu, to je to. Slabo vreme tako ni pregnalo ljudi, ki so prišli pogledati kres in se pozabavati. Veselje! Veselje, pa da ne rabiš dela, to je dobro, ne? Pa menite, da ima danes praznik dela še vedno taki pomen, kot ga je imel včasih? Ja, ima, ja. Za mene ima, zato ker sem v penziji, pa imam čas. Praznik dela, včasih se je to bolj ne praznovalo, pa res bil praznik dela. Zakaj pa mislite, da danes ni več to tak? Sploh mladi ne vejo, kaj to pomeni, ne? Spomini lepi, ki so se borili za ta dan, praznik dela, pravice delavske, tako da kar dosti. Tako. Kaj pa danes se vam zdi, da nima več take teže ta praznik? Mislim, da ne, sploh mlajša generacija, mislim, da ali premalo vejo, ali ne vem, ne znajo ceniti. Mislim, da tudi ni toliko mladih delovne razmerje in po mojem ne znajo tega ceniti. Praznik dela, to je že zgodovina, velika zgodovina je to. To je delavski praznik. To je pravica delavcev za boljšo življenje, za boljši, delavski praznik je bil, veste kak je bil. Kaj pa danes, se vam zdi, da ima danes ta praznik še takšno težo, kot je imel včasih? Ma. Jaz pravim, da ima. Še vedno je neka tradicija, to uveljavljamo. Kaj praviš na kres? Zelo je fajn. Je dovolj velik ali bi si ti želela morda še večjega? Še večjega. Z ansamblom Šaljivci so se domačini na Zimici zabavali še dolgo v noč. Na Muti so na predvečer praznika dela priredili kresovanje s tradicionalno baklado. Dogajanje se je pričelo s promenadnim koncertom pihalnega orkestra Muta, nadaljevalo pa pri Mitnici.
Ob koračnici pihalnega orkestra Muta in Vsojo Bunkers so se obiskovalci odpravili do prizorišča prižiga kresa. Gre za tradicijo, ki jo na Muti ohranjajo že vrsto let. Lani je ni bilo, pa smo kar pogrešali. Kako se vam zdi z baklami hoditi? Fajn, lepo. Sploh tu na spodnji Muti je nekaj prelepega, da gre godba pa bakle pa otroci. Ne. Je pa brez naglov rdečih, kar je pa bil pomen za 1. maj. Lepo je, predvsem je lepo, da se ljudje družijo, ker to nam primanjkuje. Kaj pa vam pomeni praznik dela? Praznik dela je mednarodni praznik, kar pomeni, da je treba ceniti vrednote dela, kajti delo je vedno manj cenjeno in važno je to, da delo ostane, pošteno delo ostane vrednota. Vrednote skozi tovrstne dogodke prenašajo tudi na mlajše. Na Mitnici pa so po pohodu z baklami prižgali še kres in se s tem poklonili prazniku dela, ki ima še danes na Muti velik pomen. Praznik dela ima na občini Muti globoko tradicijo, saj to je že dolgoletno razvita industrija, predvsem kovaštvo in livarstvo. In tudi v tej tovarnah so morali delavci skrbeti za svoje pravice in zato je 1. maj praznik dela še toliko bolj pomemben bil, saj so preko združevanja delavcev uveljavljali te svoje pravice. In kaj o tradiciji pravijo obiskovalci? Ja, zelo fajn, ne? To bi moglo imeti posod po občinah, ne samo tu. Fajn je, da se nekaj dogaja, pa da se družimo, pa da se spomnimo, da delavci skozi niso imeli takih pravic, ko jih imamo zdaj, če ni idealno, pa vseeno. Praznik dela je torej tudi priložnost za razmislek. Postavitev majskega drevesa, kot so to počeli nekoč, se je ohranila predvsem na podeželju, kjer še vedno sodeluje veliko vaščanov. In to tradicijo ohranjajo tudi v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Sicer zaradi bližine šolskega igrišča, pločnika in ceste majsko drevo postavijo s pomočjo dvigala, vendar pri postavitvi kljub vsemu sodeluje veliko število prostovoljcev, predvsem iz vrst prostovoljnega gasilskega društva Sveta Trojica. Gasilci tako vsako leto poskrbijo za organizacijo postavitve majskega drevesa. Pogovarjali smo se s podpoveljnikom trojiških gasilcev, ki že več kot 30 let pripelje drevo iz gozda. Mi smo že navajeni, ker že vem, da vozim najmanj 30 let in samo med 30 letom, samo 1 leto nisem, zaradi nekega smrtnega slučaja, znači pa vedno sem jaz. In kaj vam pomeni ta tradicija postavljanja majskega drevesa? Kako vi to doživljate? Ja, mi v PGD-ju pač imamo to, da to imamo vedno. Kaj pa vam recimo osebno to pomeni? Ja, meni osebno je pač to en praznik, delavstva, jaz sem kmet in pač to doživljamo tako kot gasilci in vsem ta. Sicer pa občani spoštujejo tradicijo in jo rade volje nadaljujejo. Tradicija postavljanja majskega drevesa, to je nekaj simbol na predvečer praznika dela, da se zberemo krajani v kraju pri postavitvi, pa tudi nekaj dorečemo, se poveselimo, pa damo predvečer neki simbolski značaj. Da je majsko drevo lepo okrašeno, v Sveti Trojici poskrbijo člani in članice turističnega društva, ki že po ustaljeni praksi naredijo venec. Vsako leto že gre hitreje, ker zdaj že imamo utečeno prakso. Tako da nekaj dosti priprav, je pa vsekakor veselo, ker nas gre več po to zelenje in več sodeluje pri spletanju. Bistvo je bolj druženje. V občini Sveta Trojica majsko drevo postavljajo kar v 3 vaseh, v Gočevi, Oseku in Sveti Trojici. Ta tradicija za občane in občanke pomeni predvsem druženje in povezovanje, česar bi danes moralo biti še več, je prepričan župan. Jaz mislim, da veljavo ima še vedno isto. Je pa res, da mlajša generacija verjetno niti ne pozna točno pomena 1. maja in praznika dela kot takega. Predvsem so mladi veseli zato, da so doma. In mislim pa, da se pozabilo dejansko sporočilo o tem, zakaj so se naši predniki borili na praznik dela. In mislim, da je to, da ga praznujemo ponovno 2 dni, odlično. Kljub dežju se je ob postavljanju majpana, kot mu pravijo domačini, zbralo nekaj ljudi. Proslavljanje praznika dela, doma smo, fajn je, družimo se. Kaj pa ti drugače pomeni praznik dela, kako ti to doživljaš? Pač kot še en praznik ali čutiš, da je to nekaj posebnega, nekaj, kar je v Sloveniji oziroma v Evropi že dolga tradicija? Kaj pa vem, zadnja leta se ta tradicija vedno bolj manj čuti, se mi zdi. Teda pač zadnja leta mi je to samo še en praznik, ko sem doma, pa so počitnice, ni to bolj
ne čutim ga tako fejstno. Ja, koliko se jaz spominjam, recimo vse 70 let nazaj, smo to vsako leto delali, predvsem to gasilci, ne. Bile pa so različne lokacije postavitve, od v trgi pred spomenikom do pri šoli, do za kulturnim domom. Zadnjih 10-15 let pa imamo tu že tako zvani luknjo za to delati. In kaj vam pomeni praznik dela? Praznik dela, različno, predvsem pa ti, ki smo dosti delali, smo imeli vsaj nekaj dni dopusta, prostega dneva, s tem, da seveda ni bil praznik dela, ker smo pa doma opravljali razna kmečka opravila, ki so je predvsem v času prvomajskih praznikov delala. Sicer pa ima tako kot vsak običaj tudi postavljanje majskih dreves in kurjenje krasov korenine globoko v zgodovini. Običaji pa so bili zelo razširjeni tudi v nekdanji skupni državi in so se tako uspeli obdržati vse do današnjih dni. V občini Hoče - Slivnica so želeli tradicijo delavskega praznika poudariti v vseh 5 krajevnih skupnostih. Kljub deževnemu vremenu so jih okrasili in postavili mlaje, pa tudi prižgali kres. Mi smo jih obiskali v krajevni skupnosti Slivnica in Hoče. Pred 1. majem je v vaseh in manjših krajih še posebej veselo. Vaščani se združijo in okrasijo vas s postavitvijo mlaja. V Slivnici so tega kljub slabemu vremenu še postavljali na ročni način, delno pa so si pomagali z mehanizacijo. Ja, vsako leto zdaj malo je strojne pomoči na začetku, ker pač dvigniti ga je treba strojno. Potem pa, tako vidite tukaj zadaj, na žvaple seveda dokončno, da se postavi. Tradicija postavljanja majskega drevesa je pri nas aktualna že več kot 45 let. In zmeraj na predvečer oziroma pred 1. majem to postavljamo, potem pa zakurimo kres. In to je nam v ponos tako našega kraja, kakor tudi društva, katera sodelujemo. To je krajevna skupnost, športno društvo in pa društvo upokojencev. Tale tradicija je pač ostala ene generacije, zdaj je malo mlajša mogoče, ki pač je za nami, tista mogoče še je, ampak mislim, da zgublja precej na težnosti tole. Krajani in gasilci Hošč ostajajo zvesti večletni tradiciji v prvomajskem prazniku in tako so v gasilskem domu majsko drevo kljub dežju postavili. S tem, da tokrat ni šlo ročno, temveč s pomočjo dvigala. Zvečer pa so že tradicionalno zakurili kres. Odkar sem bil, bom rekel, mali otrok, je to nekako se dogajalo, skozi vsa leta je to bilo. Zdaj, ko smo nekje mlajša ekipa prišla, vseeno še nekako delamo to naprej, še nekako negujemo. Pač bom rekel, da smo navajeni, no vse lahko pogledate, tudi krajani so navajeni, kljub temu, da je slabo vreme, gre dež, se je kar lepo število zbralo. Tako tudi v občini Hoče - Slivnica skrbijo za tradicijo okrasovanja in s tem proslavijo tudi praznik delavstva. Je neko veselje, kaj te vem. Je pa praznik delavstva? Ja, tudi se veselimo. V Hočah se je druženje nadaljevalo ob mlaju, kresu in zabavi še pozno v noč. Kljub slabemu vremenu so v Rušah uspeli speljati tradicionalno kresovanje. Po bakladi, kakor imenujejo sprehod z baklami, sta županja občine Ruše Urška Repolusk in podžupan Andrej Pliberšek ob spremstvu gasilcev prižgala kres. Po tradiciji so mažoretke povedle pohod z baklami, tako imenovano baklado, po ruških ulicah kot pričetek kresovanja. Po njihovem prihodu so slavnostno prižgali kres, ki je ogrel nekoliko hladnejše ozračje, katerega niso ohladile le temperature, temveč tudi grenak priokus poskusa sabotaže postavitve majskega drevesa. Glede na vreme, mislim, da ne bo toliko ljudi, kot je bilo lani, recimo. Škoda, ne, vreme bo pokvarilo zadevo. To ste slišali, da so gasilcem malo zagodili s tem, da so hteli hlod prežagati, kakšen komentar? Novica, ja, žalostno, pač tako se dogaja. Ljudje so nezadovoljni eni, kaj ne vem. Kdaj smo doma je v redu, gremo vedno malo pogledati, ampak ponovadi nas ni, ker smo ponovadi odsotni. Danes pa ravno slabo vreme, ko smo se veselili, da bomo šli malo pogledati, pa to ne. Je pa sicer praznik dela, koliko recimo mislite, da to pomeni Slovencem pa mladim, še to je vedno tak praznik, ko ga radi obeležujemo? Bi se mogli bolj zavedati tega praznika delavstva? Ja, lahko bi se ga moče malo bolj zavedali, ne. Sam drugače pa te tradicije se še kar praznuje, no koliko je. Letos jaz mislim, da je vreme krivo. Dobro, da je ostal nepožgan, glede na to, kaj se je z drevesom zgodilo. Kako bi komentirali to, kaj se je drevesu zgodilo? Hudo.
dobija ljudi. Bo za pogled. Pred nastopom Domna Kumra, ki je kljub dežju uspel razgreti publiko, so za peščico ljudi zaigrali mladi bendi, ki bi si menda prav tako želeli več obiskovalcev. Pa v redu je bilo, zdaj vreme ni ravno na naši strani, ne, ampak drugače pa je bilo super. Lahko je bilo še lepše, ne? Ampak ne moremo vremena ravno nadzorovati. Kljub slabemu vremenu je organizatorjem uspelo prižgati kres in na prizorišče k bivši tovarni dušika v Rušah privabiti nekaj ljudi. Ja, kljub slabemu vremenu nam je uspelo prireditev speljati do konca, tako da kres gori, majsko drevo stoji in to je tudi, zdaj da se še podružimo in to je to. To je cilj druženja in seveda tradicionalno ohranjanje te prireditve. Zdaj, vsako leto se gasilci še posebej potrudijo tudi s postavljanjem mlaja oziroma majskega drevesa. Letos so malo poskušali to nekdo preprečiti, kakšno je recimo stališče občine? Jaz se zahvaljujem vsem gasilcem, vsako leto, tudi letos so zelo pripomogli in brez njih ne bi mogli tega izpeljati. Pliberšek je upal, da se jih bo zbralo vsaj 1000, kar je še vedno precej manj kot prejšnja leta, ko je ruško kresovanje veljalo za največje in je privabilo tudi do 8000 ljudi. Iz prireditve, ki je imela zgodbo in v katero so bili vključeni tudi lokalni gostinci, za primerjavo letos so za gostinsko ponudbo poskrbeli gostinci iz Rogatca. Pa vendar, dočim so prejšnja leta poskrbeli tudi za otroško animacijo, vaške igre in prižig kresnega moža, je to letos še kako manjkalo. Morda lahko slab obisk prireditve pripišemo tudi k temu, da je kresovanje v Rušah preraslo v le še eno prvomajsko veselico s pohodom z baklami in prižigom kresa. Tudi v občini Ptuj so pripravili tradicionalno kresovanje z osrednjo proslavo ob prazniku dela na Panorami. Govorci na proslavi so opozorili na pravice delavcev, ki se v današnjem času velikokrat tudi kršijo. Glavno vodilo in sporočilo sindikatov ob letošnjem prazniku dela so, kot je dejal predsednik Svobodnega sindikata Slovenije, 3 osmice. Pravico do urejenega in zmernega delovnega časa. 3 osmice pomeni 8 ur dela, 8 ur za počitek in 8 ur za prosti čas. Naslednji poudarek, ki ga skupaj s kolegi posredujemo ob teh priložnostih, torej ob kresovanju in na jutrišnji dan, je, da pravice gredo vsem delavcem, ne glede na to, na kakšni pravni podlagi delajo, ne glede na to, v kakšnem delovnem razmerju delajo. Drugače pa je ta dan največji delavski praznik, posvečen ponosu, uporu, borbi za delavske pravice in zavesti, da so vse pravice priborjene, se jih je treba boriti, zanje truditi. Na dejstvo, da položaj delavcev v današnjem svetu ni nič kaj prazničen, je opozorila tudi ptujska županja. Da bomo morali še zelo veliko in trdo delati na tem, da bomo dejansko ubranili te pravice, ki so bile v preteklosti že izborjene, ker se že skoraj zdi samoumevno, da se na dnevni bazi kršijo, da se na dnevni bazi zanikajo in da se delavce postavlja v neki nezavidljiv položaj. Tako da iz tega vidika nas čaka še kar nekaj dela. Morali bomo biti vsi skupaj glasni in se postaviti za tiste prave vrednote, ki smo jih v preteklosti že poznali, danes pa se zdi, da jih malo pozabljamo. Medtem, ko nekateri na praznik dela nekoliko pozabljajo, spet drugi menijo, da je 1. maj eden najpomembnejših praznikov. Je pa res za trenutno stanje samega stanja na trgu dela oziroma tudi samega stanja delavcev ni najboljše, žal. In bo potrebno spet iti v boj za delavske pravice in tudi za delovne pravice. Kljub vsemu pa so se na Ptuju na večer pred 1. majem poveselili s tradicionalnim kresovanjem na dobri lokaciji ob dobri glasbi. Po kresovanjih nas je tudi letos prebudila tradicionalna prvomajska budnica. Člani godbe Ruše ter članice mažoretnega in twirling kluba Ruše so spet zakorakali po ulicah Ruš in sosednje Selnice ob Dravi. Občani so jim mahali z balkonov ali pa jih z ukrepčili pričakali na cesti. Godbeniki so zaigrali, mažorete so zaplesale. Tradicionalno so se ustavili pred hišo komponista originalne budnice Milka Homerja, ki je tudi tokrat za nekaj trenutkov prevzel dirigentske vajeti.
Že ob zgodnji 7. uri zjutraj so člani godbe Ruše ter članice mažoretnega in Twirling kluba Ruše v sprevodu odkorakali po Selniških ulicah in prebudili stanovalce. Te koračnice, to je res tako veličastno, to je res da taki poudarek tem praznikom. Malokrat se vidi godba, to je bilo res čisto prvomajsko doživetje. Veseli, da ohranjajo izročilo, so tudi godbeniki, četudi je treba zgodaj vstati. Vsako jutro, vsakega 1. maja zjutraj ob 5. začnemo v Rušah in nekje okrog 7. smo tudi v Selnici in budimo tudi selniške občane. Glede na to, da je danes praznik delavstva, glede na to, da je 1. maj, kaj vam pomeni ta tradicija? Zakaj jo ohranjate in zakaj jo znova in znova budete? Ja, če pogledamo, v kakšnem stanju danes v bistvu delo je, koliko je cenjeno, koliko imamo pravzaprav prekarijata, predvsem med mladimi. Mislim, da bo ta praznik postal vedno bolj pomemben, ker se bo treba spet nazaj postaviti na tiste nekdanje pravice, ki so jih delavci mogoče nekaj desetletij nazaj že imeli, pa se včasih zdi, da počasi to zgubljamo. Z godbeniki in mažoretami v sprevodu je zakorakala tudi županja občine Selnice ob Dravi in jih sprejela pred občinsko stavbo. Spomnila je na pomen 1. maja, ob tem pa opomnila tudi na 15-letnico članstva Slovenije v Evropski uniji. Kot vemo, je 1. maj torej običaj, praznik dela, mednarodni praznik dela in je prav, da se na ta dan vseeno spomnimo človekovih oziroma delavskih pravic in vse to, kar torej vsak izmed nas vsakodnevno doživlja. Ne samo v zgodovini, še danes se dogaja, da številni delavcem niso zagotovljene pravice, kot bi morale. Slovensko tradicijo 1. maja obeležujemo zlasti s kresovi in nošnjo nageljno. 1. maj je po vojni s kurjenjem kresov in postavljanjem mlajev nadomestil praznik svetega krstnika oziroma kresne noči. Poglejmo, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri na Destrniku pripravljajo otvoritveno vožnjo starodobnih vozil s pričetkom ob 9. z zbiranjem pred cerkvijo svetega Urbana. V Rušah pripravljajo dan rekreativnega športa z otvoritvijo športnega parka, vendar bodo večino programa zaradi slabega vremena prestavili na 18. maj, medtem ko bodo jutri izvedli le turnir v kegljanju in uvodno tekmovanje slovenske Pump lige. V nedeljo 5. maja bodo kolesarili po občini Destrnik s pričetkom ob 9. izpred turističnega doma, v nedeljo ob 13. pa se lahko udeležite teka Wings for Life s startom v Mariboru pri Mariboksu, trasa pa bo dolga 4 km. Toliko zaenkrat, spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.